Jaz bil gejam sebe. Hudo? Ja. Kje pa ti misliš, da se moraš izpopolniti? Ne vem, zadnje čase se kar dobro pelem. V času montiranja tega intervjuja je mladi Eržbe Kalinšek nastopil na prvi dirki Evropskega pokala v spustu na Lovšinju in prepričljivo zmagal. Zmagal pa ni le v svoji kategoriji mlajših mladincev, ampak je z najhitrejšim časom dneva nažgal tudi člane. Eržbe prihaja v to sezono resno pripravljen in z lastno ekipo, ki jo sestavljajo oče Sebastijan, Jan Cimperman s tehnično podporo in fizični trener Aleš Ogrinc. Eržbe, imaš to, zdaj pa prisluhni intervjuju. Dragi dame in gospodje, dobrodošli v aprilski izdaji Zasliševalnice. Današnji gost je mlad, perspektiven pobak, zadnje 4 sezone hara na slovenski sceni. Načeloma jaz ne dajem mladičev v te intervjuje, zato ker vedno pravim, da je treba se dokazati, da je treba kaj narediti, da se polk je tako zgodbo predstav, ampak, drage dame in gospodje, ta fant ni karen, je večkratni državni prvak v mladinskih kategorijah, v pump tracku, v enduru, v downhillu in za moje pojme svetla točka v bistvu naše gorsko-kolesarske scene in se ga splača predstaviti, tako da z mano je Eržbe Kalinšek. Wake up in your bed like I'm fucking flawless. Stars in the roof get into my head. You know what else I like to do and I ain't doing that. Shit, I like to shop, I like to find the things. And I don't need to talk, I do the money dance. Mama wants some love shit, you know you gon' fuck with it. Your girl wanna hang with us, baby got that angel dust. Eržbe, dobrodošel v Zasliševalnici, v čast mi je, da si klele. Spremljam te že nekaj časa in kaj ne rečem, jaz sem čist blown away nad tabo in nad tvojim skillom in upam, da bojo tudi teli moji fani, ki zdaj tole gledajo. Jaz imam nekako tako ritual, da greva čez neka kratka zajebanska vprašanja, pa greva malo globje, da te folk spozna, kdo si ti, od kje si in tako naprej. Tako da, daj se najprej tvojim in mojim fanom predstav, kdo si, koliko si star in od kje prihajaš. Sem Eržbe Kalinšek, star sem 16 let in sem iz Šmarja Sap, okolica Grosuplja. Okolica Grosuplja. Ok, kakšno je tvoje življenje tam? Dogaja. Dogaja? Ja, veliko hoste, veliko za furat bajk. Se pravi, si lahko svoboden. Tako je. Kakšno glasbo poslušaš, Eržbe? Vse zvrsti. Sam ne kakšnega roka ali pa kaj tazga. A roka pa ne? Ne, čeprav vem, da to bajkeri poslušajo, ampak Lepo, da se ne daš. Rečeš svojo spuro. Ja. Kaj najrajši ješ? lazanjo. Lazanjo. Ja. Kje je najboljša lazanja v deželi tej? Pod Pohorjem v La Cantini ni slaba. Bravo. Mava. Identičen okus. Hudo, a ne? Ja. Odlično. Zdaj pa tako, če bi ti zdaj na tvojo malo kartico bančno, a imaš bančno kartico? Debitno. Debitno. Če bi ti na debitno kartico kar naenkrat se pojavil znesek 1 milijon evrov, kako bi ti to porabil? Ja, avta še ne morem imeti. Po mojem bi kar oče rekel, da nakažejo, pa bi polon to počas meni dajo. Če ne bi to kar hitro zginilo. A bi? Ja, bi. No, ampak v katero smer misliš, da bi ta denar šel? Jaz v bike smer ne bi kar tako nekam spizdil, pa... Zelo politično. Ok. Zdaj, če Ali smem preklinjati, Klod? lahko, jaz sem tle direktor moje fucking zasliševalnice in lahko delaš kar češ. Zdaj pa tako, kaj te najbolj moti? Pri čemu? Nasploh. Kaj te je ena stvar, ki te res moti? Da ne moram več furat bajka, pa da moram hoditi v šolo. Še ima. Čeprav srednja šola ni obvezna, ampak... Srednja šola ni obvezna. Pa da nimam bike parka za bajto, evo, to me moti. A se pravi, se moraš malo preseliti? Ja, ampak ne v Slovenijo, nekam drugam. Aha, bi šel drugam, ok. Kaj ti je pa najbolj cool? Kaj ti je najbolj cool nasploh v lifeu? Ja, bike, to. Bravo. Pa zdaj motora, ne? Ja, zdaj tudi motor dogaja. Vse, kar je na 2 gumah ali pa 4, no, vse. Ok, zdaj, kratko vprašanje so mem, zdaj greva pa midva kar na resne stvari. In sicer, daj ti nam razlož, kako si ti sploh začel? Kakšna je bila sploh tvoja pot do kolesarstva? Ja, itak vse se je začel, že, mislim, to oči pravi, jaz se ne spomnim čist najboljš. Že od majhnega sem bil skozi na bajku, itak pol se spomnim, sem itak začel BMX furat. Enkrat smo šli v Ribanco, takrat je bila še tam BMX proga, pa smo tam začeli, tam sem pol tudi najdel trenerja,
Pa sva začela furati BMX, ampak nikoli mi ni bilo to najbolj všeč, ker so vsi moji sovrstniki fuzbal igrali pa te stvari. In takrat tudi ni bilo tako neki fuz za furati, pa da bi takrat tudi downhilla še nisem poznal, pa sem pa čist nehal, sem začel rokomet, malo fuzbal, to sem probal. Pol pa čez cajt sem pa enkrat na YouTubeu našel, da obstaja freeride bike, smo pa to najprej, itak sem začel po igrišču po ta zadnji z navadnim kolesom pa to. Pol sem pa pač začel. Prvi bike je bil downhilc, Tvoj prvi bike je bil downhill. ja, Demo 8 se mi zdi. Respekt, hudo. Ja, takrat sem ga kupil, zdaj pa ne vem, mislim, oče je rekel, da je to od Jurce bike bil. A da mu Jurca, da mu 8. V bistvu on ga je prodal Janu, a ne vem, kako se že piše. Vem, da ga followam na Instagramu, čakaj. Da ne bo užaljen, Jan. Lahko pogledam. Ne rabim tega. Ampak se pravi, začel si v bistvu, ne, nisi začel, ni bil tvoj prvi bike downhill bike. Ti si imel najprej BMX, kot si rekel. Ja, ok, to je najprej bil BMX. To sem imel 2 BMX-a. V bistvu ta drugega smo kupili, pa sem pa čist nehal. Pa sem se pa spomnil enkrat iti na BMX progo, mi je bil pa čist premehen že kolo, pa itak smo šli v to, bolj gorsko kolesarstvo smer. A bi lahko rekel, da ti je BMX pa dal neko začetno... Ja, to pa itak. Feeling za bike. Tudi zdaj, ko grem na pumptrack, res pač pomagajo te stvari tudi, naprimer lansko leto vmes sem kar nehal pumptrack voziti, sem takoj čutil, da sem trši na bajku, pa da ne prenašaš speeda, ful pomaga res. Ej, pa rekel si v bistvu, da je bil kaj, da si imel enega trenerja. Ja, trener je bil Jure Gorše, v bistvu, on me je vse naučil. Takrat sem začel furati, pol je tudi vozil me v Ljubljano na treninge, v bistvu. Na treninge kam? Na BMX progo, na Linhartovo. A pa to v sklopu rajda ali to čisto? Ne, takrat sva sama. Spomnim, da sem že pol pa rajdu. Vem, da smo pol z rajdom še hodili tja v Rodovolco, ne čak, kaj je že bilo. Ne, zasral sem. V Ajdovščino smo hodili. Tok mlad, pa tok slab spomin. Ne, zamešal sem. V Ajdovščino smo hodili tja, vem, da je bil pod enim viaduktom, spodaj je bila nek tak dirt park. To se ful dobro spomnim, tista mi je bila ful všeč. Takrat vem, da sem bil najmlajši tam, ko so bili še Kovšca pa Pirš. Pol sem pa itak bolj nehal bike furat. Sem pa tako, ko sem rekel, ta fuzbal pa to. Pol sem pa začel z mountain bikeom nazaj. Se pravi, kako so starši gledali na to tvojo pot? Se pravi, BMX, pol pa malo fuzbal, tam je več denarja. Pa pol spet nazaj v mountain bike, a so te podpirali? Ja, fora je, da lih obratno, kakor bi si kdo mislil. Oče zmeri, bike. Jaz sem bil takrat mogoče malo bolj proti, pol je pač obupal nad tem. Sem začel fuzbal, itak je rekel, jaz sem nobeno tekmo nam šel gledat, to mi je kar neki. Fotor legenda! Hudo, ja? Mami je pač me furala na treninge pa to. Pol pa čez cajt sem pa jaz vzljubil nazaj bike, sem videl na YouTubeu itak Fabio Wibmer, te scene sem najbolj gledal. Pol smo pa šli enkrat v Kranjsko, sem si sposodil bike. Takrat, vem, da sem imel še svojo čelado pa te stvari od BMX-a, nekaj smo si tam sposodili, sem imel trenerja. Pa sem začel furati, pol smo pa itak kupili DH-jca, pa pol je pa že bil endurec, sem šel pa na prvo tekmo, ki je bila v Kočevju. Pa sem itak tja prišel, to je bilo državno, se mi zdi. Ja. Smo pa prišli tam, ko se prijaviš na prijave, je pa oči iz heca vprašal, da nimam licence, a ne, kaj pa če zmagam, kaj se zgodi, a me bojo dali kao za državnega prvaka. Pa je ona rekla, ja ne, ker si v amaterih pa to. Pa se začnem jaz tekmovati, prva pač tako, mislim, da sem bil skozi drugi, prvi, tam sem se mešal. Pa sam na koncu me pa tam vrgal na enem travniku pred koncem, pa itak ni šlo. Drugače pa zanimiva prva tekma. Hudo, in pol kar naenkrat si ti upadel v mountain bike. Ja, pol druga tekma je bila pa Golovcem, pa to je bila pa prva zmaga, čisto nasploh, takrat je bilo kar hudo. To je bilo kaj, pa U13? Jaz, ko sem začel furati, ni bilo sploh U13 kategorije, smo imeli U15. Se pravi, ti kot pri katerih letih? 13. Pri 13 let, pri 13 letih si v bistvu scat pelil 15-letnike pa to že. Se mi zdi, da je bilo takrat tako, nisem pa čisto ziher. Hudo, ampak se pravi, tvoj prvi klub, resen za mountain bike? Ja, je bil Ride, še vedno ta mehen dres. Aha. To ga kar hranim v omari skozi, kdaj ziher bo prav prišel. Za spomine. Ja.
Kako ti je pa bilo pol začeti? Kako je bilo spoznavati to sceno? Kaj ti je bilo najbolj, ko si ti vklopil v te druščino mountain bikerjev? Ja, itak smo začeli, Max pa Izak, a ne, sta itak moja soseda, to smo itak vse skupaj začeli. Skupaj smo hodili na treninge, takrat me je Pandur treniral, smo tam na travniku, na fletu vinke, pa to. Tisti se mi zdi, da mi je tudi veliko dal. Sam sem pa s časoma hitro prerasel te treninge, pa sem itak nehal na one treninge hoditi. Pa sem pa nekaj časa še tako z valom vozil, malo hitrejšimi riderji, sem bolj za njimi furil, sem me naprej vlekel, Z valom katerim? Celestino. To je že pol bilo, kaj, koliko je bilo to? 2018? Ne. Ne, to je bilo 2020, 2021, to ni toliko cajta nazaj, ne. Ok. Pol že pa itak, pol je pa itak ta Bikehanik ekipa nastala. Takrat sem furil z njimi, a ne. Pa smo pol kupili DH-jca, jaz sem bil mišljen bolj za enduro. Ja. Si dobil renesanso, razsvetljenje, je to malo boljše? Ja, ne, v bistvu itak smo bili zmenjeni skozi, da bom jaz endurca vozil, a ne, pa šele pol, ko bom starejši, mogoče downhills, ker kao nisem dosti dozorel, pa itak je tam kao več poškodb pa to. V glavi ali fizično? Fizično pač. Zato smo bili skozi dogovorjeni, da bom jaz vozil endurca, da DH-jc, če bom res dozorel, pa sem pa zmagal enduro državno, pa itak sem imel takrat S-Worksa, ki itak skoraj že na pol DH-jc bil. Ja. Pa nisem bil toliko težek, ne nič. Smo šli pa za hec, me oče kliče enkrat v šolo, dej, Jakobič me je klical, a bi šel ti na Soriško probat downhill. Smo pa, vem, da se spomnim, takrat smo šli, sred tedna smo šli rind gor od parkinga, smo rindali, da sem probal progo, če mi je sploh, če bom sfuril za tekmo. Pol sem šel pa na tekmo, sem bil pa kar še državni prvak v DH-ju. Hudo. Ja. Se pravi, to se je v bistvu kar tako tak naraven proces se zgodil, preden si se sploh zavedel, da si bil dejansko dober, a? Ja, zdaj, ker razmislim, se je kar res hitro vse odvilo. Pa ti je kdo kaj na tvoji poti rekel, da star resen potencial imaš? Pa kdo kdaj kot trener rekel, ta mal ima pa bazo hudo? Nikoli ni prav izpostavil tega. Itak zmeri, tako, ko smo se gledali na treningih, veš, smo se kdaj posneli pa to, ne vem, sem imel najmanj pripomb, ali pa spomnim se pa na koncu veliko tudi jaz kaj pokazal, kakšen novink pa to. Ampak tudi takrat Izak ima tudi stila, ne, smo pač, ko smo po sekcijah, pač smo se sam dajali, jaz, Max pa Izak, kdo najbolj sfura, to smo se zmeri dajali. Tako zanimivo. No pa se to, tako se pušate naprej, se pravi, dragati. Ja, je pomagalo to tudi. Mogoče bila kakšna taka zavis, kdaj kaj nekomu bolj ratal, kaj drugemu? V bistvu je fora, da je zmeri bolj meni ratoval, po moje. Kdo? Pa ti še ratuje? Ne, se vsem ratuje, da bom več rekel, sam pač. Hudo, daj pa povej, če bi mogel, če se ozreš nazaj, kljub temu, da imaš relativno kratko pot, kaj je bilo najtežje, da prideš zdaj do sem? Kaj ti je bilo res tako težko? A ti je zdaj problem trenirati, a ti je problem mogoče ti gre... Mogoče zdaj, ko res bi skozi pač največji problem je, ker ne morem toliko DH-jca furati. Enduro imaš po Sloveniji povsod, DH-jca pa v bistvu kar zmanjka idej. Vedno me oči na koncu tedna vpraša, dej, kam gremo za vikend furat? Ali je Maribor, ali je... Zdaj smo najdeli tam v Trbovljah eno progo. Tako, no, ni da bi zdaj res zbiral, danes bom šel pa tja. Ko gledam včasih, a ne, jaz takrat nisem furil, je bilo ful več tekem, sploh tudi slovenski pokal pa to. Se jih je bilo pa dobre so bile? Ja, pa kar vsaka gondola je imela en park. Ja. Jaz se spomnim, da sem začel... Ni bilo gondole, pa smo imeli šatle, so bile res proper proge. Ja, se mi zdi, da zdaj tega ni, sam Maribor je tak, da... Kaj misliš, da bi se mogli spremeniti? Ja, v bistvu ne vem, zato ker takrat nisem furil, da bi vedel, kaj je bilo takrat drugače, da je to laufal. Trenutno ti nisi kle, da razmišljaš, ampak si kle, da pofuraš. No, če tako, se mi zdi, da zdaj torej so bili Jure, Žak, te, ne, ta generacija, Bergin, Cimpi, pač vsi, jih je bilo, ne, so se dajali, pa je pa vmes U19, če tudi zdaj pogledaš, so riderji, ampak noben ni zdaj konkuriral, pač sploh tako, tudi v reprezentančnih zdaj pripravah, ko gremo, zmeri smo sami mi, tam mlajši. Se mi zdi, da vmes je čisto zamrl, zdaj pa se spet vrača, sej U13 je polno, na Slow Enduro, ful prijavljenih vse, ale. Na DH pa ne toliko, ne? Ja, ko se bojijo, ne vem kaj fora, sej. Imaš feeling, da se bojijo vrstniki, tako ko se pogovarjaš s folkom?
Se ne vem, po mojem je bolj v glavi, da rabijo DH bike, pa to je fora. Se zdaj lahko v kamero povejo, da tudi če hočejo DH voziti, ne rabijo DH bajka, ne? Zaenkrat še ne. Pa tudi proge Upam, da bo kdaj drugače. ja, pa tudi proge so take, da lahko z endurcem vse odpeljejo, ne? Ja, tudi jaz sem z endurcem začel, pa Ok, se pravi, povej mi zdaj, ti si zdaj v to kratki karieri dosegel kar ene par odmevnih rezultatov, kjer, bom rekel, kaj ti je rezultatsko najboljš bilo do zdaj? Na kaj si res ponosen? najbolj se sliši iz Schladminga Rookies Cup, v bistvu to se v bistvu reče kot neuradni svetovni prvak, sem v U15. To prije v bistvu iz celega sveta. To je najbolj znana tekma, v bistvu za te, ki ne moreš še World Cupa tekmovati. In ti si zmagal. Ja, v U15. Kakšen je bil feeling? V bistvu tako jaz nikoli nisem prav preveč presenečen, ko zmagam. Mogoče pol kasneje malo bolj dojamem. Ej, kako se pa zdaj ta mentalna priprava na dirko, kako zdaj to poteka pri tebi? A te kaj skrbi, kakšne misli se ti porajajo, ko greš ti proti štartu? Kako se pripravaš, imaš kakšen poseben ritual? V bistvu vedno, tudi letos sem imel kar težave, velikokrat mi fokus pade, pa mogoče glava malo gre v svojo smer. Še vedno pa... Katera smer gre? Ja, tako fokus pade, še vedno sem pač najstnik, a ne. Tudi bi rad pač, da je treba to spustiti s prijatelji, iti ven pa to. In pa mogoče kdaj zatava v to smer. Je pa pač se zmeri vrne, pa v bistvu fokus pade. Kako bi to povedal? Kaj povej, kako misliš? Čakaj. Da glava ni na pravem mestu. Kaj pa narediš, da jo spraviš nazaj na pravo mesto? Ja, ponovadi, zdaj letos to smo že prej smo imeli par teh delavnic po rajdu, so nas učili v bistvu, kako zvizualiziraš progo, vse, da se pripraviš. Letos sem pa tudi, čez zimo sem imel ene delavnice za meditacijo. To tudi zdaj malo delam, pa itak so nas tam učili, da tudi vizualiziraš, pač si že vnaprej svoje cilje, pa to. Pa zelo pomaga, se mi zdi, da letos se mi je zmeri dogajalo, da nisem imel tazga fokusa, vmes, ko sem vozil, sem kar zataval, kaj bom pa jutri delal v šoli, pa to. Res si vozil? Ja, res, jaz sem pozabil, da furam. Zdaj se je to čisto spremenilo, zdaj sem notil, ko furam, gre na boljše, res. Nekje mi je ena ptičica povedala, da si delal ta mental coaching pri Sari Isakovič. Ja, to je bilo v bistvu online, tako da nisem še nikoli videl v živo, ampak je kar faca, pa še zdaj tako, ko je že konc, še vedno pošilja kakšne te meditacije, ful pomaga. Ej, kaj pa ti vrstniki, naprimer, če bi v naši dobi nekdo začel z mental coachingom, bi ga pretepel. Kako zdaj vrstniki gledajo, ko ti rečeš, da se mentalno fokusiraš? Pa ne, se tako, ko slišiš meditiraš, se tako malo čudno sliši, ampak pol, ko to v bistvu probaš, sploh ni da si tako sediš, pa ampak je čisto drugo, ti v bistvu dihaš, pa se sprostiš. Pa verjeti moraš v to. Ja. In se pravi, zdaj mi pa to povej, na to temo mentalnega coachinga. Ti si rekel, da si imel probleme s fokusom, da ti igrava sred runde travala. To še zdaj kdaj je bilo, ampak zdaj ni več. Se pravi, ampak ko si pa imel ta mental coaching, ko si se mogel dati v neko stanje, da se umiriš, da ti s glavo res samo na eni stvari, kako si pa tam umiril to glavo? Ja, v bistvu dihaš, pa prakticiraš čisto, vadiš, zapreš oči, a ne, pa pač probaš se fokusirati na en del telesa in v bistvu po 3 minutah ti tako odpluje glava, kaj boš jedel, tretji in ti v bistvu probaš to čim dlje časa držati. Ok, daj pa, če se premakneva zdaj še malo nazaj, oziroma če se premakneva zdaj v to, rekel si, da zatavaš, malo si prehajaš v najstniška leta, na katero šolo hodiš zdaj? Hodim na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo. Kam si se, na katero smer si se prijavil? Jaz sem fotograf. Se pravi, Rombo, ti je ki znano, naš sodnik? Ja, Peter Rombo je moj razrednik. Peter, če ga ne boš pazil, kako se Peter obnaša do tebe? Ali pa ti do njega? Lahko bi bilo slabše, ampak se mi zdi, da kar pomaga. Lahko bi bil tudi malo več v šoli. A ti? Ja, jaz. Ne hodiš toliko v šolo? Hodim v šolo, sam velikrat grem prej, da grem lahko na kolo pa to, ker imamo dostikrat popoldne, pa
Rečemo, da šola ni na prvem mestu. Aha, šolo vedno lahko pol naknadno zrihtaš, a ne? Ja, pač sej, bajke je zaenkrat kar prioriteta. Kakšne, to bo itak pol prišla do ambicij, ampak da mi pa še povej, se pravi, kako doživljaš ta vstop iz osnovne na srednjo šolo? Zdaj se ti je odprl malo bolj svet, po moje, iz osnovne. Ma ja, pač vsaj na izi, sploh se ne učim, pa tako. Res? Ja, res, sam še bajk furam vsak dan, ful boljš. Ocene pa so prisotne. Ne, lahko bi bilo kaj boljš, ampak ni pa tako slabo, bom naredil letnik. Boš naredil let. Tako bom rekel, ja. Kaj pa so starši rekli, kar se tega tiče? Moče je rekel, da če sem zresno, lahko tudi ne hodim v šolo. Aha, če se bo zresnil, lahko tudi ne hodiš. Če bom še več treniral. Aha. Se pravi, imata neko strukturo, da gresta all in. Ja, ampak vedno rabiš imeti backup, jaz si to kar ne upam pustiti. No, se prav. Jaz pravim, da ne bi smel pustiti tega. Da Ja, nek papir mora biti, še vedno lahko mogoče na koncu reči, ampak ne bo nared šolan. ja, vse se trudim. Ja, sam. Ne vem, koliko se je kdaj komu obrestvalno. Ja, realno. Ampak lepo, da imaš fokus. Zdaj pa povej, žuranje pa to. To praviš, ali kaj, nightlife. Ne, to se pa kar držim, se izogibam tega. A res? Ja, res. Čeprav oblikovna je kar znana potem, da imajo. Ma, se njih ne družim tam, imam par prijateljev, to je pa to nivno, da bi. Kaj pa kaj, takole, se pravi, mladičem velikrat zmeša glava tudi kakšna nežne so srce od kakšne punce. Imaš kakšno bejbo? Ne, nimam trenutno več. Pa si odprt za to? Rečemo, da je zdaj glava bolj za bajk. To pa že lahko pol prije. Ja? Ja, Lahko? lahko. Kaj pa če zdaj pride ena brhka mlada, ki pa si všeč, koliko je ta Žbetko luštenfoba, pa ima vse to, kar ti imaš rad pri ženski, a bi te obrnila ali ne? Ali je tvoj fokus res trden? Ko boš rekel, ko bo sončna dela, pa bi šla ona na Bled, a boš rekel, ne, ko menšal bi šel pa na Pohorje. Ko menšal bi šel na Pohorje. Bravo! Tak je ravno. Hudo. Ej, zdaj pa tako. Oče in mama sta trdo garala, da sta postavila čokoladnica 20 Chocolate. Ja. A se ti tudi kaj opet zraven? Rečemo, da sem jaz bolj pomagal, jaz sem še brata pa sestrico. V bistvu bolj pomagal njiju čuvati pa to. Icak sem dol pomagal sam. Lahko bi zikar bolj pomagal. Ne vem, oče mi zmeri ni toliko držal. Je rekel, ne sam bajka se držim pa svojih stvari bolj. Tudi fota kar legenda. Ja, Je kar legenda. Ej, mi pa povej, naprimer, a te pa kdaj, če gremo malo pogledati v prihodnost, se pravi, doma je neka baza, je neka firma, ki dela, a te bi veselil mogoče tudi v to smeriti ali ne? Ali bi ti bolj zdaj, če si šel na to... ma ne, raj se držim bajka pa da ne delam v službi, zato se tudi toliko trudim v bajku. Se pravi, trenuten najboljši scenarij je, da dobiš en factory deal. Ja, Plačo, to se ne bi branil. svet, Tako je, pune bombe. super. Si pripravljen garati? Ja, se že po moje. Lahko bi pa bolj. Zelo dobro, ker sva lih pri garanju. Povej mi, a lahko zaupaš meni in gledalcem, kako zdaj, pri kolikih letih? Zdaj sem star 16. Pri 16 letih, kako izgleda tvoj dan? Ga lahko pišeš? Ja, odvisno zdaj, če imam šolo popoldne ali pa zjutraj. Če imam popoldne, se mi začne ob 10:50 pouk, imam cajt, grem zjutraj ponovadi na Grevla specialko, že pred šolo, a ne. Pol pa Ob kateri uri to govoriva? nič pretirano, tako v 7, pol 8. Greš že na Grevla. Ja, pred šolo. Okay. Ujam dam nekaj pojem, pogem mi tako šolo, sem tam samo zato, da sem. Okay. Ja, pa res, kaj ne rečem, gleda se Lepo, nekaj. da si iskren. Ja, lam lagovče. Pol pa prijem, dam, isto kaj pojem, mislim, če zdaj govorim popoldne, a ne. Ja. Pogem pa zvečer na trening, na kondicijski trening, fitness. Kje treniraš? V Fit for Bike. Vsi pravijo, da sem malo čuden, ker se vozim v Kranj, ampak res trener me tako podpira, pa Čakaj, zdaj se, če jaz prav razumem, ti se iz Šmarja sap, voziš v Kranj Ja. in nazaj, kolikrat Ja. na teden? čez zimo je bilo 3-krat, zdaj pa 2-krat. Se pravi, 100 km je približno to kepa nazaj, 300 km na teden. Dober. Kdo te pele? Iz začetka oči, zdaj pa več mami. Tiskamo cajt. Tiskamo cajt. In ti pa še preživeti vsak dan po skoraj uro pa pol v avtu, da greš trenirati. Ja, mislim, hiter mine. Zakaj si izbral Fit for Bike? Ja, v bistvu trener me tako, res ko pridem, se dobro počutim, tudi me res podpira, me motivira, vse stisne z mene.
zmeri, pač kar zna, res pomaga. Tudi, ko sem si zdaj, če zima sem imel poškodbo, zmeri, pač je takoj poklical prid, bova že trenirala, so prilagodila vse. Res pač pomagajo, kar je lahko. Zdaj pa pač itak bom naprej treniral, pa Se pravi, recimo, ti vsak dan greš na bajk, ja, kakor lahko. vedno je v planu, se pravi, šola, bajk, šola zdaj recimo, da si delno. Ne, tako vse trudim, lahko bi se pa bolj. Bravo, ta star. In fokus imaš. Ja, zdaj je na mestu. Ej, pa če bi mogel, a ti mori, kaj ti izpostavi eno vajo, kaj ti najbolj mori na treningu. Zgoren del je baš lahko spoden. Čeprav ponovadi, ko gledaš one fitneserje, vedno skipajo leg day, pa to, mene to ta boljš. Leg day imaš rad, Ja, ampak tako zgoren del, kakšni te pull-upi, pa to mi... tega pa ne jetra. Od tega to nisem jih najbolj ne blastim. Moraš ujačati bazo za velike G sile. Pa delam na tem. Ej, zdaj pa tako, čez leta se tudi razvijaš. Ko si bil še malo mlajši, zagotovo si imel malo manj kil. Ali Ja. ti opaziš, mogoče se pridobivaš na mišični masi, a ti mogoče opaziš kakšne preskoke v tvojem telesu, da kako furaš, ali si mogoče bil bolj fluiden, ker si bil malo lažji, ali ti je zdaj močnejši, ker si večji, ker si bolj furaš. Ne, pač jaz sem bil, ko sem začel, sem je tako 1,60 m, jaz sem bil kar majhen. Mislim, nisem bil spet tako majhen, vmes sem se malo ustavil. Ja. Takrat sem bil bolj tak igriv z bajkom, to. Zdaj se mi pa zdi, da tako zadeha, mi kar sede biti malo večji. Ja. Res vse z nogam lahko požrem, tako vse te jumpe poskrabam, kar pa še biti malo večji. Pa še biti malo večji. Ja. Ampak nekje, kje te pa misliš, da to ovira? A te sploh kaj ovira? Ne, po mojem ne, mislim tako se itak. Bi bil zdaj problem, če ne bi imel dosti velikega bajka, ne. Ampak Vsaka čas, se prav tako mora biti, ampak še vedno pa ne greš v ta ekstrem, da boš pa napumpan. Mora biti neko tako funkcionalno telo najbolj. ja, atletska postava. A imaš kaj težavo, se pravi, doma imate čokoladnico, imaš kaj težavo, da veliko čokolade poješ? Rajš imam bombone, kot čokolada. Bombone, ampak moraš paziti pri prehrani, ti imaš tudi nutricionistiko poštimano. Ja, imam vse napisano, pač vse držim tega. Se pravi, mental coaching, Ja. nutricionistika, Ja, trening programi, ja, furanje. Ti si kar kompleten robot. ja. V 16 letih, hudo. Ej, zdaj pa tako. Kako bi zdaj zapeljala? Aha, vmes si mu bikehanding, ok. Ne, da bo šla še takole, ok. Zdaj verjamem, da se še nauno za šolo, kako dan poteka. Kar poveš, kako dan poteka. Ja, pač pola ne, itak zvečer grem na fitness, če pa je druga opcija, da imam pa zjutraj šolo, vstanem, pač itak grem direkt 6, nekaj čez 6 na vlak, pičem šolo, končam, ne vem, 3 sem doma, pa čez teden pač zmeri se držim pump tracka, grevla, a ne teh, ali pa na krosko skočem, pa pol zvečer na fitness še, če pa čez vikende pa itak furam od DHC-a. A imaš zdaj feeling, da si preveč obremenjen, da je preveč na tebi? No, jaz zmeraj mislim, da sem še vedno premalo, bi lahko bil več. Se rad trpiš, Vse mi je lušten. to je dobro. To mi je všeč, da tako rečeš. Ej, zdaj pa tako. Če se vrneva, v bistvu, če greva nazaj v to smer. Se pravi, si večkratni državni prvak v enduru, v downhillu, v pump tracku si zmagal skupno, ne? Ne, samo na državnem, pa še na eni tekmi, nisem šel na skupno. Nisi šel na skupno. Se pravi, si Nisem sem državni prvak v pump tracku. Ja, ampak ne lansko let, samo en let prej. 22 mislim, da je bilo, ne? Ja. To so v bistvu 3 discipline, vse 3 discipline delaš res hudo. Kira ti v bistvu, če bi mogel pa res izbrati eno disciplino, kaj bi se odločil? Drugače, ful me zanima, ful bi še probal forkrost, tako kdaj furat, to se vem, da je bilo včasih več. Bi šel v forkras, bi se šel komovčkat. Mislim, ne bi zdaj to bila glavna, ampak tako probal pa bi kdaj. Ful mi je tako nekaj med pump trackom pa enduro DH, pač bolj DH, no, enduro, ampak tako probal bi tudi kdaj to, kaj je rampa, pa zanimiv, drugače pa če pa zberem, je pa itak downhill. Downhill the best. Ej, in zdaj nekje si bil v Kaderajdu, pol si bil bikehanding, 20 chocolate, a ne? Ja. Pol si šel iz tam ven, je bilo lansko leto Wolf Racing Team. Ja. In letos boš Sem na spet samem. menil, a ne? Si na samem programu. Ja. A lahko komentiraš, zakaj v tako kratkem času take spremembe? Ja, v bistvu sej ride pa bikehanding je isto, ne, sam pač, Ne, ride
je v bistvu tuna, Bike-Hennig je pa skoraj kalvo. Ja, ampak to je pač isti klub v bistvu na koncu. Ja, ampak še vse si imel jači, če si v Bike-Hennig. Ja, sam, ok. Ja, itak pač v rajdu je bilo super, a ne, tam so me vse naučili, vse osnove. Tudi pač se mi zdi, da dajo poudarek pač na mlade, vse super. Potem pa konec sezone smo se začeli z Wolfom pogovarjati, tudi pač dobre pogoje so obljubljali. Sem šel tja, sem itak vse super sezona, sem dobil bike, pač tako krsansko, imel sem mehanike, vse sem si lahko zbral. Ja, res. Konec sezone se je pa v bistvu ponudila pač ponudba iz Cuba, je prišel mail. A res? Factory. Ja. In? V bistvu ne vem, kaj je bilo, kot neki te GNS, kot pri Specu, ampak itak kot Factory tretiran. In smo bili vse mladi. Ja, zdaj je ta ekipa. Sem bil pa, v bistvu smo se že vse zmenili, smo se šli tja predstaviti v Nemčijo, vse smo šli fabriko pogledati. Na koncu pa ne vem, nekaj je prišlo vmes, v bistvu od Wolfa smo se že oslovili. Tudi Maribora takrat nisem šel tekmovati, ker sem šel tja v Nemčijo. In v bistvu pol na koncu, ne vem, nekaj je vmes prišlo, oziroma so se drugače odločili. In nisem bil zbran, pol pa smo se pač z očijem v bistvu usedeli pa zmenili, da zdaj pa pač ta sezona je najbolj pomembna, če hočem drug let kakšno dobro ekipo stakniti. In smo pač pol tako ugotovili, že lansko let, pač itak tako teammateov pa tega, lansko let sem imel Žaka pa Fina, ampak z nobenim nisem nič furil čez sezono, pač mogoče parkrat Šladming Žakom pa to, ampak nič zdaj, da bi res, kot teammatei, da bi furali skupaj pa to. In sem pol, itak smo imeli Cimpija že skozi, pa če sem sam res pač lahko furam, kar meni paše, in je to tudi se mi zdi največja prednost. Ampak kaj pa na to praviš, da še vedno rabiš pa nekoga, ki te vleče, se pravi, to je pa v tem primeru Cimpi. Ja. Ampak ti si že skoraj hitrejši kot Cimpi. Ja, sam se tudi tako, tudi ko smo bili pri Pandurju, nikoli ni on, da bi zdaj za nami vozil, pa to smo zmeri se ustavil v pogledu. Mislim, se tudi Brunija na koncu, ne, pač ok, njega najbrž se zdaj nima nesega trenerja za furat, ampak veliko je po moje taki, ki so hitrejši kot trenerji, pa se tudi kakšen drug šport, a ne, je zihar najboljši na svetu, je najboljši, pa ima trener več ve, ko ga vidi, a ne. Bravo. Hodo. In da če se sam še za hip vrnemo na ta Cube Factory zgodbo, a si bil kaj žalosten, da iz tega ni bilo nič, ali si zdaj miren? In mislim, zihar bi pasal biti že zdaj v ekipi, a ne, boljš bi se slišal vse, ker sem še mlajši, ampak mogoče malo dvigne tudi samozavest, če si v taki ekipi, ampak se nam pretežilo za letos, kar dobro kaže. No, zdaj pa, ko sva lih pripeljala to zgodbo do letos. Kaj zdaj je plan letos? Kako si zamislil? Mountain Bike Trbovlje sem videl? Ja, tam imam licenco narejeno, pa pač pomagajo mi predvsem. Pri čem? Ja, pri teh prijavah pa šotore bojo dali tako. Pač. Ok. In se pravi, letošnjo ekipo boste vi tvorili ti? Jaz. Cimpi? Cimpi bo samo kot trener, ne bo tekmoval. Aha, ne bo še tekmoval? Ne. Cimpi kot trener? Ja, okay. Mislim, bo šel kakšno tekmo, zdaj smo se pogovarjali, mogoče gre Maribor tekmovati pa to. Hudo. Ampak bo pa bolj se meni zdaj posvečal. Top, se pravi, kakšno funkcijo ima Cimpi? On je v bistvu itak ta Springworks, a ne? Ja. V bistvu to res tudi pomaga, telemetrijo mava, trenira me, z mano hodi, v bistvu vse. Oči je kot mehanik letos. Bravo, foter, ja. In ja, v bistvu to, če se vrnemo na Cimpija, pač res umiri bajka, ne, s to telemetrijo. Tudi letos furam Olinse, prej sem vozil, nikoli v bistvu prej nisem imel boljšega suspensiona, zmeri sem imel RockShox, ampak še to stare. Tako da zdaj to je čisto druga zgodba. Se bo, pa šla še na bajk, ga boš predstavil. Ok, ampak če povem še enkrat v Cimpiju, tako res kar dodela v bistvu svoje, vem, ker sem furil Maribor, isto, Pohorje, če primerjam, ne, World Cup proga, preden sem z njim vozil, sem imel tak razštelan bajk, tišiš, pa misliš, da je to že kar na glavo in pa v bistvu sam bajk tok razštelan, pa ko ga on enkrat umiri, si pa v bistvu res še bolj lahko pritisneš oni sebe vse. Odlično, se pravi, Cimper ima nekaj dodana vrednost. Ja. Kako pa da ni Mihata Kranjca, ki je bil on neki cajt tvoj serviser, ne? V bistvu smo prišli na
v bistvu pač na končno odločitev, da itak Cimpi že pozna pač bajka, ne pa Ja. itak zna tudi servisirati, pa če skupaj z očem, ne, pač to pa tudi skupaj pošraufamo, ne še pa spet to, pa lahko kakšne druge stvari več dodamo, ne. Imamo, na primer, itak imam zdaj že 2 bajka, pa bo en race, en trening, pa bo lahko pripravljen. A prav 2 downhillca? Ja. No, to je pa že kar pro liga. Ja, Ej, se pravi, kako pa, da si po plavi vseh bajkov pristal na Komenšlu za letos? ja, itak gledaš pač, kaj pač proji furajo, ne, na vrhu, te proji furajo na vrhu. Itak je neka grupa teh, kar lahko zberaš. Pa itak smo tudi Monika fura ta bajka, ne. Smo pa njo klicali, ful pomagala, na koncu smo pa prišli v bistvu s komensalom, da imam Co-Factory podporo. A res? Ja, Kaj to zdaj pomeni Co-Factory podpora? torej dobim super skonto na bajkih. Pol pač itak napisali so, da je pogoj, da imam bolj profesionalne objave, pa to, pa me bo tudi oni šerali, mi pomagali, pa za naprej me ful gledajo, pa to. To, kaj pa pomeni to zdaj zate za dirkanje? Mislim, na katerih dirkah boš mogel videti, da so te kaj omejili, mislim, da so ti postavili kakšne pogoje, da moraš... Ne, to nič niso. O tem samo, če sem tam na tekmi, lahko prijem, pa mi pošraufajo bajk, pa se pač predstavimo še tako z njimi v živo, pa to. Se pravi, Monika legenda. Ja, Ej, zdaj pa, če sva že klele pri bajku. A bi naredila en bike check? ja, komaj. Ajde, daj, poglej. Se pravi, če jaz zdaj prav vidim, to je Conventional Supreme zadnja verzija, ne? Ja. Povej mi, kaj o njem, kaj si izbral, ker to je zdaj, če prav razumem, imaš ti kle popolnoma svobodne roke glede komponent pa te izbire, kaj si ti hotel gor imeti. Ja, v bistvu tak bajk smo že celega v bistvu kupili, to je Olins Edition, Aha, Olins furan, ki pač itak je v Springworksu, s Ralfom lahko pol. ja, Zdaj smo dali najnovejšo posodobitev, je tudi Ochain. ok. Kaj je očaj? Ja, v bistvu tako ta lufti naredi med ketno, a ne, na zobnikih litov, kot da bi bil brez ketne. In jaz ne morem verjeti, pač to res tako pri teh manjših treslajih, v bistvu spodnji del sploh ne čutiš, kakor bi ga pri navadni. Tuk se pozna. Ja, res. In to, kaj, dobiš tudi v Sloveniji ali to si mogel iz tujine kupiti? Ja, ne, zdaj sem dobil pač tega Cimpi zrihtu, ki je zdaj vzpostavila stran, po mojem, ko bo to objavljeno, bo že narejena. Včeraj je došel na Instagram, Hudo. A kje veš ceno očajna? nimam pojma. Ali tebe, ne. Ok, naprej. Ja, pol Louis Bremze, to Aha, smo tudi, prek Černija. ja. Testuro Louis Brems, ki sem naredil, lahko kliknete link, pa si pogledajte vrhunske bremze. Kako si ti zadovoljen z njimi? Res zagrabi, to je res bomba. V bistvu to je zdaj zadnja stvar, ki jo imam še za naštelati, ta trdota bremz, pa to se zdaj največ igramo. Saj, koliko ima zdaj ta bike kill? Sicer ne bi vedel, ampak po mojem okrog 19. Sam pridejo gor še komponente, zdaj tako lošim pride, niso to pravi wheelseti, bojo pol DT Swiss. Mislim, to so itak zdaj trening wheelseti, Aha. pol gonilke, zic, par stvari še pride. Vidim, da si na konti guma. Ja, to pa je ostalo od Wolfa, mi je najbolj pač tako, od njega sem se navadil, pol sem pa kar ostal na teh gumah, Top. res so mi bilo všeč, pa Boš obdržal. Ja. Ej, kaj pa balanca, vidim, da ne furaš rajza, imaš kar flat bar. ja, to v bistvu še nismo nikoli, pač nisem testiral, ampak letos sem na malo širši balanci, lansko leto sem full ožjo vozil. Jaz se spajal, fit for bike, imaš še ramena doma, Ej, daj pa povej, če bi mogel izpostaviti, na kere stvari si najbolj pikolovski na kolesu? V bistvu tako, mene full bolj videz zanima, kakor pa, da tako, to mi je bolj, res. Ja, jaz, če bi lahko zberal, briga me, jaz A bi... veste, da je Schumacher prišel do Ferrarija, pa rekel sem, jaz sada je lepa, mora biti formula, pa on pač dal. Če bi bilo po mojem, bi imel Industry 9, wheelsete, pa Ok, kaj tasga, da lepo poje. da lepo boje. Ja, pa pač, meni je bolj videz. Boš mi valjda rekel, da te ne moti, če ena bremza bolj not pade, kot druga. Ne, take stvari me tudi A jo, motijo. to te pa moti. Ja, no, pa to izpostavi Madonna. Ja, no. pa, na primer, brez sprednjega blatnika, to je tako najmanjš, kar lahko vozim. V bistvu me ful moti, če sprednjo gumo vidim. Pač, Moti te, če srednjo gumo vidiš. ja, pač tako, da je, a nekaj je preuskoten spredi. Ej, koliko težko je biti žbeka linšek?
v glavi. Ne, to me res moti, če ni. Okay? No, se pravi, vidiš, da imaš neke fore. Tu je treba vse povedati. Kaj imaš raj, mehkejše vzmetenje, ali mehkejše vzmetenje, pa več rebound, ali trše vzmetenje, pa malo bolj počasen rebound. Po mojem je zdaj kar trd bajk v Mariboru. Sem tudi malo težji zdaj postal. Je pa fulno hitro naštiman, pol v zmeri začneva tako, da gre bolj počas, pa pol stopnjujeva hitrost, a ne. Je pa tako, je pa kar težko ta bajk furat na easy, če ga ne tišiš po progi. Aha, se pravi, to je resna petarda, ki jo moraš žemati. Tako. Odlično. Ej, kaj je še kaj tacga? Menjalnik, kaj imaš to? Noč, to je že gor. GX. Ja, vse sem rekel, zdaj Pa ti lahko voziš z GX-om. A to pa nisi obremenjen, da mora biti X0. Ne, vse sem rekel, zdaj je pač zalošen, če kaj rukneš, da ni škoda, pa To, da fotrov tošel ne trpi. smo pa še bolj pedenali. Kaj pa fotor kot mehanik najbolj sovraž, ki servisira za tabo? Kaj ga res v nič? Kaj naredi pol? Ja, bolj ponovadi sam, zmeraj je vedno ona prva fura, ki jaz dal prijem razpizden, da vse ni v redu. Aha. Pa zmeraj grem, zdaj so že tako zmenjena, da grem še eno furo, prijem dol, sem čist dobre vole, vse štima. Res? A zdaj štima? Ali to štima, rečeš, da štima, zato ker nočeš, da te fota? Ne, res štima, ampak ponovadi kakšne bremze te, da malo spadajo, tukaj teh ni težavno, ampak... Kaj pa višina bajka spredi? Kaj pa višina v bottom bracketu? Sprobali smo višji, pač da imam spredi, Ja. pa imam tako feeling, kada nek traktor vozil, ne vem, ni mi všeč. Tudi če je strm teren. Za strme sem mogoče pa malo višji, kakšen buzec smo dali malo višji, ampak mi je kar všeč, da imam spodaj bajk, pa se igram. Da ga bolj čutiš. Ej, zdaj pa še to, se pravi, lani si furo Nuke-proof Decenta, ne? Ja, Je bil pa realno nekje v 17 kg, če ste prav spomnim. ja, on je bil kar lažji. Koliko ti je težji, a kaj občutiš, da je bajk trenutno 2 kg težji kot bajk? Za handling. Ja, prvo, ko sem šel s tem bajkom na kakšen table, to ni šlo noben vip, tako se mi zdel ful daljši bajk, pa to, ampak pol, ko se navadiš, res čez cajt, tako to res dela, ko ga tišiš. Hudo. Raketa drugače zgleda. Moram reči, da dobro zgleda. Pa greva zdaj nazaj sedeti, ker bova zdaj še kaj povedala. Kaj pa sponzor Blitkit? Ja, tudi sem vesel, da ga imam, pa... Kaj jaz rečem na to, pizda? Ej, se pravi, ok, bajk sva predelala, zdaj pa kva pa, se pravi, gear, v čem boš vozil? Trojljiv, Obsession, smo se zmenili. To je kaj prav paroba, ne? Ja, to boš. Odlično. D4, Ja. sprint hlače. Ja. Zelo, kakšne barve? Bomo videli. Mislim, bom razkril malo. Že na lošenju. Ja. Zelo dobro. Mi boš kakšno fotko poslal. Bom. Glej, tole planiramo, da damo 30 ven, tako da jim pa povej še to. Greva kar počasi proti koncu. Kaj je malo mraz, ne, pa vi tam ne čutite. Ampak, kakšni so zdaj plani za leto 2024? Ja, v bistvu sfura ta XS, pokal cel. Lansko let ga nisem mogel, ker sem lošin. V bistvu sploh nisem šel zvoziti, ker me je v bistvu prvo furo na treningu vrgel. Letos bi bilo super, če sfuram cel pokal, pa itak želja čim višji prideti. Top 3 overall bi se kar slišalo. Overall kje? V 17. Odlično, ampak glej, to je treba izpostaviti še za video. Ti si star 16 let, zdaj lani si bil 15. Ja. Ampak ti nisi samo, v bistvu bom rekel, na nek način skoraj da dominiral svoje kategorije, ti si dihal za vratnik tudi naši eliti, če tako pogledaš. Ja, zdaj se mi zdi, da posod, tudi na vseh teh tujih tekmah v 17, ko pogledaš overall, so kar top 10, se kakšen pokaže. Kak je feeling, v bistvu, kad ti prehtiš Lukata Brginca? Ne vem, super, ampak vem, da pač tudi on se ne pele slabo, pa da... Kva ne rečem, da to Kaj je to odgovor, majke ti? Ja, kva ne rečem? Reč, hudo je, stari, hudo je, upam, da ga bom zadal na naslednji dirki. Kaj še? Moraš plan. Kva ne rečem, ne? Reč, da je dober občutek, stari. Reč, da je noro, da te to žene naprej, da vidiš, da si bliz, ampak ta bližina, še malo pa ga v trgu, še malo pa noben ne bo več vedel, kdo je Luka Brginc, ko bo vsi sam mene gledali. Vse lepo, da si skromen, pa to reč, da je hudo.
Ja, super, lahko bi se večkrat ponovil, res. Pa se bo. Ja, jaz treniram, tako da bi se mogel. Kje vidiš ti kot takole mlad in dobuden fant, ki gleda te videe, ko pogledaš Luko Breginca, kje vidiš njegove minuse? Minusov ni, mislim, to niti ne gledam toliko. Pač, jaz bolj gledam sebe. Hudo? Ja. Kje pa ti misliš, da se moraš izpopolniti? O, Kaj ti trenutno še manjka, če si gremo potegniti, damo karte na mizo, reči, ok, tukaj pa moraš še malo stisniti. No, vem, zadnje čase se kar dobro pelem, se mi zdi tako, ko na treningih. Mogoče malo ta fizična pripravljenost, malo še pa ta roka tako, kakšne te prsti me začnejo hitro boleti. Ampak drugače pa pelem. Itak samo vedno bi mogel hitrejše, bolj odprte proge. Se mi zdi, da to imam najbolj strah. Čim je bolj odprta proga, bolj deha. To imam mogoče malo bolj strah. Kakšen te enduro, te hitrejše proge, to mi kar gre. Svaka čas, zdaj, če primerjaš, kdo je tvoj vzornik? Pa vem. Ali pa kdo ti ima najbolj besen style na sceni? Goldstone. Jackson Goldstone, ne? Ali pa Wilson, Reece Wilson. Tudi besen za Ja. Sam to so bolj tako enduro stil, mislim, Reece Wilson ima bolj tak enduro, tak lep stil, smooth. Pa Goldstone mogoče ni najboljša primerjava, ker je ful manjši. Piron, evo, to bom rekel. Piron, Ja, močen bek, kar samo orje. ja. To je to. Ampak če sva že pri stilu, jaz mislim, da imaš ti trenutno eden najjačih stilov v Sloveniji in za vipati, sploh pa za pamtrek, kako ti rata med tak fucking style ta star. Ti poješ ta pamtrek. Zdaj le predlagam klip, drage dame in gospode, poglejte, kako on voz pamtrek. Pa sem bolan, druga let me kliče sick man. Igri sem naklonjen in predan kot tvoja bitch man. Skidam kmete scene dol po tihim kukar hitman. Ti pa me kopira sam zato, ker hočeš biti en. Jaz sem ta hustle, bonificiran G. Zato pa je desničo moj klap nikoli ni. A ni to čist sick? Da star, da mi povej, koliko si ti samo kritičen v bistvu pri sebi, ko gledaš svoje posnetke, koliko moraš piliti, koliko gledaš na style, pa spiti zraven, ti je to pomemben? Ja, fulkrat, mislim, zdaj mogoče ne več, včasih sem šel ful večkrat, da sem se dobro posnel. Pamtrek drugače tako, kar tu je zveri nivno, da bi se zdaj rabo stokati iti pa to. Hudo. Jaz ti zavidam ta style, ker ta style, lej, to je to. Ja, to se zihar malo odnese, ker sem z BMX-om začel, ne pa. Ja, pa se še kdo drug na BMX začel, kako da on ima tacga style? Ja, ne vem. Ne veš, ne. Ej, ne, svaka ti čas, res, koliko ti peleš. Nisem edini, ki to rečem, ampak trenutno si number one, kar se tega tiče v Sloveniji. Jaz upam, da boš to razvil naprej, pa da samo odpreš do daske, pa da še malo jajca se spustijo v mošo, pa da priješ na ta svetovni pokal in da poharaš, koliko je treba. Ne? Ej, zdaj pa še to za konec, približno gremo še na vprašanja fanov. Vsi vi, ki ste pisali na Instagram, zdaj le pridete na tvoj račun. Jaz upam, da ne boš živčen. Imamo jih kar nekaj. Zdaj pa si pripravljen. Kakšne bomo spustili, ker niso primerni, kakšne bomo pa povedali. A gremo lepo po vrsti? Gruden Nik sprašuje, ali lahko poveš en nasvet za napredovanje v enduru? Isto, kaj še pamtrek daj probat, ne vem, se mi zdi, da tam rabaš tak speed prenašati, pa biti bolj mehak. Pa mogoče čim bolj pogled naprej. Čim bolj pogled. Kaj pa kondicija, to je pa zanemarljivo, ali kaj? Ja, to je že logično na enduru, da rabaš. To je že samoumevno. Ok. Spet on, taj mora biti tvoj fan, Gruden Nik. Kaj je bil tvoj največji strah, ko si začel voziti enduro? Pri enduro ni bilo tazga strahu, enduro sem tako iz štarta res užival. Deha, mogoče malo bolj ta speed spustiti. To me je bolj ustavljalo. Sam zdaj ni več tak problem. Odlično. Spet Gruden Nik. Koliko časa treniraš in kako da si upaš tako hitro voziti? To sem že povedal. To si že povedal? Ne, tega ne bomo vprašal. To ne bomo vprašal. Najljubša proga? To sem vedel, da se moram pripraviti, pa sem razmišljal. No, ajde, kje? Ne vem. V Mrzinu ni bilo slabo.
ko gledaš tudi proje, kako furajo, pa malo sebe primerjaš. Kar Ampak- speed. Kira proga v Brzinu. Ja, flow, ne vem, kako se imenuje. Ok, to ti je sik. Ja, Ok, upam, da bom najdel posnetek, da dan gor. Pa zdaj bom te jaz vprašal, kje je pa tvoja najslabša proga, kje res ne maraš voziti? ja drugač, tako Lošin mi je všeč, samo mokrem mi ni toliko všeč. Pa dej. Zdaj si ne predstavljam, skoraj vsaka čas, da ste vozili to progo. Ok, najljubši bike park od Maj Pahovec 001. Daj, to sem še enkrat spomnil. Brzin mogoče, kaj si že rekel, ali kaj? Ja, ne, samo popravil, ker ne vem, kje nam je dobro. A te še enkrat vprašam? Ja, sam čak, to se moram malo premisliti. A lahko na koncu vam v telefon pogledal. A kaj imaš zapisan, kje da ti je najljubši Ja, proga? ne, ja, zapisam, sam po galeriji bom šel. Ok. Maj Pahovec, se pravi, prvi bike, ki ga je imel, pa pri kolikih letih je to bilo? Ja, leta, po moje 12 let, dehajc. Enduro. Ne, demo. Ja. Demo. Ok. Kaj je tvoj dream bike od Maja Pahovca? Tada, ne, samo če bi se par stvari spremenil, bi bil kar, Je to dream bike. ja. Se pravi, bo soon to be Ja, dream ja, bike. ja, Odlično. Tobi Bukovec, to smo že, zakaj fura za mountain bike Trbovlja, ne? ja, ja. Ok. Nate Dagarin sprašuje, ali so Lewis bremze res toliko boljše od drugih? Ja, tako, če se ne morete odločiti med Saintom pa med temi RSC od Srama, je to lih nekaj vmes, tako. Ta on-off feeling, to sem jaz zmeri iskal, pa mi je res dobro. Pa meni že mogoče malo prebrutalno primer. Ja, sej, to se jaz zdaj najbolj lovim, par smo stvari še spreminjamo, da bi, Kaj pa spreminja? ja, ta progresivnost obračaš, malo kasneje prime, pa, In se to pozna. ja, se, Se pravi, te gumbi niso tam za ukras, a ne? ne, sej, to Ok. tam. Ok. Aha, Vasja Knez sprašuje, kje servisiraš vzmetenje, pa kjer bike je najbolj zalepljen na progo? Ja, itak najboljši serviser, Vasja, pa Cimfi, pa NASA center, NASA center, ja. kako se reče, Ok. on res dobro pošlafa. Kjer bike je najbolj zalepljen na progo? Ja, moj. Mislim, da je dober odgovor. Političen. Ok, to smo že. Luka Zobavnik, kateri ti je največji slovenski tekmec? Zaenkrat je to Luka. Luka Breginc. Ja. A te pajdaše si pa kar malo tako Ja, če moram enega izpostaviti. enega. Ok, Luka Breginc. Se to je dobro, da se primerja z elito, bravo. Tako moraš. Filip Rupar sprašuje, kaj te motivira takrat, ko si čist brez volje? Ja, ne vem, drugače pomagati se, ne vem, če dolgo ne furaš bajka, itak začneš pogrešati, ampak ne vem, ponovadi sam tako, kdaj sem bolj brez volje. Ponovadi bolj sem brez volje, ker nisem naspan. Tako nimam motivacije, ko pa sem naspan, pa laufa. Ampak kako si pomagaš, kaj te motivira takrat? Ko si brez volje, ko si down, ampak moraš zagrist. Kako se motiviraš? Si rečeš, Nisem za brez veze to začel, pač. Nisem treniral celo zimo za brez veze, si rečem, pa... se je to. Ali pa, na primer, to ful pomaga. Na tekmi, itak si rečeš, to je zadnja fura zdaj, a ne. Ogiš pa dam, tako da moraš vse od sebe. Ponovadi jaz ne rečem, da je zadnja fura, ki se lahko zelo sem. Ja, to moraš reči v bike parku, da je vedno pred zadnja, ampak... Aha, takrat, ko pa je zadnja, pa greš na polno. Ok, to ne bomo. Ok, zdaj pa tvoj bivši direktor, menedžer Boštjan Wolf, kaj je bilo iz sezono 2023, da ni nobenega rezultata? A nisi dirkal? Ne, pa sej Lošin, ok, to sem že prej rekel, da ni šlo. Nisem odpeljal, pol v Semiringu sem bil drugi, pol pa tudi na Krangorksu sem hodil. Na Krangorksu na pump tracku sem zmagal, tisto sem bil tretji, downhill. Slovenski pokal se mi pa zdi, da sem pa itak najboljši zdaj vozil. Se mi zdi, da sem kar dominiral, sam še Lukata bi mogel. Sero nekaj je bilo, tako da ne seri Boštjana, jasen. A ne? Ja. Ej, aha, to so pa že. V glavnem, ta glavna vprašanja smo izpolnili. Zdaj pa še to za konec, počas poškodbe. Koliko si jih nabral v teh letih in kako gledaš na njih? V bistvu ta roka letos čez zimo na motorju je bila prvi zlom v življenju.
Bravo, hudo. Sem pa velikrat grem kdaj šivat, pa ene parkrat je bil zvin gležno, to je pa to. A se kaj bojiš, boš poškodil? Ne. Mislim tako, pač itak zmeri, to mogoče prodam hilu, kaj je treba res kaj spustiti. Če ni lik dober dan, tako si kar. Zmeri si rečem, da če ne razmišljam, tako, vedno je v glavi so te strahi, pač da te fukne pa to. Ampak si vedno rečem, da če ne rečeš na glas, tega se ne bo zgodilo, a ne. Bravo. Res. Všeč mi je, kako se spopadaš s temi zadevami. Ja, res deluje. Ej, ja, to je to, dragi moj. Ful hvala, ker si se oglasil za zasliševalnico. Jaz ti želim vse najboljše to sezono, da boste ta trio odijo, ki ste s fotrom in Cimprom na čelu poželi vse, kar je za požeti. To je to. Upam, da mi je bila ta epizoda všeč. Napišite v komentar, spodbujte ta malga, ker jaz mislim, da bo dosegel še veliko v lifeu, tako da imamo to. In jaz upam, da bom enkrat, čez par let, pogledal ta posnetek, pa to bom lahko intervjuval že na svetovni sceni v boksi. Aj prav? Ja, jaz tudi. Imamo to!